Živijo, v tem videoposnetku ti bom predstavila naravna števila. Naravna števila so števila, s katerimi štejemo. 1, 2, 3, 4 in tako naprej. Če jih zapišemo. Tako naprej. Označimo jih pa s črko N, ker so naravna števila. In znotraj teh števil lahko najdemo dva posebna tipa števil. In sicer ena so recimo tale 2, 4, 6, 8. Se pravi, vedno prištevamo dvojke, vedno prištevamo 2. In to so soda števila. Drugi tip števil pa je, če začnemo z 1 in spet prištevamo 2 in dobimo 3, 5, 7, 9 in tako naprej. Tem številom pa pravimo liha števila. In če bi jih želeli zapisati v splošni obliki, bi za soda števila zapisali takole, se pravi 2 krat N, kjer je N neko naravno število. Medtem ko liha števila pa zapišemo v splošni obliki kot 2N minus 1. In če zdaj sem date namesto N katerokoli naravno število, boste vedno dobili sodo število. Če namesto tega N date katerokoli naravno število, boste dobili enega izmed lihih števil. Zdaj pa pogledajmo, kaj lahko v naravnih številih sploh delamo. Lahko števila seštevamo, ker vedno, ko bomo sešteli dve naravni števili, bomo dobili eno naravno število. Enako lahko dve števili množimo. Medtem ko odštevanja pa deljenja pa ne moremo delati, ker lahko se nam zgodi, da naredimo 3 minus 5, to vemo, da je minus 2, in minus 2 pa ne pripada naravnim številom. Zato pravimo, da ne moramo v naravnih številih odštevati. Enako velja za deljenje, recimo 3 deljeno 5. Isto ni naravno število. Zato pravimo, da tole je 0,6. Zato pravimo, da v naravnih številih ne moremo deliti. Za seštevanje pa množenje imamo par pravil, in sicer, če dve števili seštevamo, je isto, če ju obrnemo, če obrnemo vrstni red. Če imamo 3 naravna števila, je vse eno, v katerem vrstnem redu jih seštejemo. Enako velja za množenje, se pravimo a krat b, lahko naredimo kot b krat a. To je isto. In isto, če imamo 3 števila, je vse eno, v katerem vrstnem redu jih zmnožimo. Imamo pa še eno dodatno pravilo, ki povezuje te dve operaciji, in sicer imamo a krat oklepaj b plus c. Lahko izračunamo to tako, se pravi, tukaj damo prednost seštevanju, ali pa množimo z a-jem obe števili in jih potem seštejemo. To so te osnovne operacije, ki smo jih spoznali. Potem pa so matematiki naredili še eno nadgradnjo, in sicer temu se reče potence. Potenca a na n je definirana kot, da a množimo samim seboj n-krat. Se pravi, na primer, če imamo 6 na 3, to pomeni, da množimo 6 krat 6 krat 6. In imamo tukaj tudi svoja pravila. In sicer, če imamo takole a na m krat a na n, torej da sta osnovi enaki, potem zgornja dva eksponenta samo seštejemo. Če imamo a na m deljeno a na n, spet osnovi sta enaki, torej lahko zgornja dva eksponenta odštejemo. Torej to a na m minus n. Če imamo a na m, pa še vse skupaj na n, je to enako a na, in tale dva eksponenta zmnožimo. In pa še zadnje pravilo, ki pravi, da je a na nič, katerokoli število na nič, je vedno 1. Zelo dobro se pokažejo te potence, če vzamemo za osnovo število 10. Se pravi, vzamemo 10 na
1 je 10. 10 na 2 je 10 krat 10, kar vemo, da je 100. 10 na 3 je 10 krat 10 krat 10, kar je 1000. 10 na 4 je potem 10 krat 10 krat 10 krat 10, kar je enako 10.000. In lahko opazite, da nam tale številka, se pravi pri osnovi 10, se nam zgodi to, da če imamo tlele dvojko, imamo tukaj 2 ničli. Če imamo tle dvojko, imamo v končnem rezultatu 3 ničle. Če imamo tukaj v eksponentu 4, imamo zgoraj 4 ničle. In to nam pomaga, če želimo recimo takole število 5673, hočemo zapisati kot vsota potenc, lahko to zapišemo kot 5000 najprej. Potem tale šestka pomeni 600, sedemka pomeni 70, trojka pa pomeni 3. Zdaj bomo pa tole 5000 zapisali kot 5 krat 1000, 600 bomo zapisali kot 6 krat 100, 7 zapišemo kot 7 krat 10, 3 pa zapišemo kot 3 krat 1. In zdaj lahko tele 1000, 100, 10 in pa 1 zamenjamo s potencami števila 10. Torej to je 5 krat 10 na 3 plus 6 krat 10 na 2 plus 7 krat 10 na 1 in 3 krat, zaradi tega, ker je 10 na nič je 1, se pravi lahko enko zapišemo kot 10 na